Poslanci na izredni seji odločajo o spremembah zakona o vladi. Nova koalicija predlaga 14 ministrstev, enega ministra brez listnice in dopušča možnost ustanovitve še 2 ministrstev. Na dnevni red je bila uvrščena tudi ustanovitev Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Za člana te komisije pa je stranka SDS predlagala Janeza Janšo. Njegov mandat je tako znova razvnel poslance. SMC, Desus in SD so medtem vsebinsko uskladili koalicijski sporazum, čaka pa jih še kadrovska uskladitev. Kateri resor bi pripadel kateri stranki, še ni povsem jasno, saj se pogajanja utegnejo zaplesti zaradi seznama slovenskih kandidatov za evropskega komisarja. V Gornji Radgoni se končuje 52. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, z njim pa tudi 19. mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja in logistike Inpak. Predstavilo se je 1750 razstavljavcev iz 29 držav ter zvrstilo več kot 150 strokovnih, poslovnih in družabnih dogodkov. Organizatorji ocenjujejo sejem kot uspešen, današnji dan pa je v znamenju kmetijsko-živilskega šolstva in naravnih parkov. Mariborski policisti ljudi opozarjajo na tuja nepridiprava, domnevno češka državljana, ki skušata s prevaro priti do denarja. Osumljenca uporabljata temnejši osebni avtomobil znamke Volkswagen. Po podatkih policije goljufa ogovarjata ljudi in jih prepričujeta, da imate v bolnišnici sorodnika, ki je doživel prometno nesrečo in ni zavarovan, zato nujno potrebujeta denar. Da bi bila prepričljivejša, pri tem pokažeta, da imate denar v tuji valuti, ki pa ga potrebujeta za druge stvari ter ga ne moreta menjati. S postavitvijo srednjeveške tržnice med Trgom Svobode in Grajskim trgom v Mariboru se začenja festival Špasfest. Letos bodo postavili tudi kulinarično tržnico Šefla, srednjeveško kulinariko v sodobni obliki ter pripravili revijo plesa Špasples. V 4 dneh se bo zvrstilo 30 dogodkov z več kot 100 nastopajočimi. Večina prireditev je za obiskovalce brezplačna. Je festival za 3 generacije, mlade, otroke, srednjo generacijo, verjetno tudi za starejše. Namen pa je tega festivala seveda druženje. Zato vsako leto pripravimo tudi nekatere novosti. Letos med novosti spadajo tržnice. Lani smo začeli v okviru evropskega projekta z mestno tržnico, ki je imela poudarek na rokodelstvu in pa umetnosti. Tako da letos nadaljujemo, nimamo samo ene tržnice, ampak 3 tržnice. Na Ptuju se bodo drevi začele 7. rimske igre. Osrednje dogajanje iger, ki jih organizira Društvo za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj, bo v rimskem taboru ob prvem mitreju ob Mariborski cesti na Ptuju. Obiskovalci bodo v okviru 4-dnevnega programa doživeli utrip rimskega imperija. Ogledali si bodo lahko raznolike prikaze rimskega vsakdana in okušali dobrote starih Rimljanov. V Mariboru še zmeraj odmeva zmaga nogometašev in uvrstitev v prestižno ligo prvakov. Oči nogometnih navdušencev pa so uprte v Monako, kjer bo pozno popoldne žreb določil nasprotnike mariborskih nogometašev. V skupinskem delu lige bo 32 ekip razdeljenih v 8 skupin s po 4 ekipami. Po 2 najboljši ekipi iz vseh 8 skupin se bodo uvrstile v 16. finala. Tretje uvrščene bodo tekmovanje nadaljevale v Evropski ligi, zadnje uvrščene pa bodo končale nastope v evropskem tekmovanju. Osrednji del države je sinoči zajelo močno neurje. Silovit sunek vetra je v Trbovljah podrl drevo, ki je padlo na parkirane avtomobile. Zjutraj je drevo padlo tudi na glavno cesto v Hrastniku. Na Gorenjskem so imeli gasilci največ dela v Škofji Loki in Kranju, kjer je meteorna voda zalila več kot 50 stavb, med njimi že drugič ta mesec skletne prostore doma upokojencev, a k sreči ni povzročila velike škode. V petek bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla. V soboto bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo predvsem v severni Sloveniji zmerno pooblačilo. V nedeljo bo na Primorskem dokaj sončno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj ploh. Danes v dnevniku televizije Maribor. Dvomi o uspešnosti nizozemsko-kitajskega najema mariborskega Vinaga. Rdečemu križu primanjkuje paketov hrane za pomoč socialno najbolj ogroženim družinam. V osnovni šoli v Slovenski Bistrici otroci priseljencev obiskujejo učne ure slovenskega jezika. Novice iz Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.